Zavedam se, da dogajanje na gospodarskem področju, ki je konec koncev pa vendarle znotraj cerkve manjšinsko področje, trenutno zelo izpostavljeno in da slabi neko zunanjo podobo cerkve. Imam upanje, da te stvari ne bojo tako usodno vplivale na življenje cerkve. Bodo pa vplivale in že vplivajo, o tem pa ni nobenega dvoma. Glede načrta sanacije lahko rečem, da je pripravljen, vendar seveda nadškofija mora dobiti tudi za to najprej dovoljenje oziroma privoljenje od Svetega sedeža. In ko bodo tam, pričakujemo, da bo to v kratkem času, ko bodo tam nekako potrdili načrt, ki je bil predložen s pomočjo naših strokovnjakov, potem bomo po tej poti šli naprej. Nažalost pa res moram priznati, čeprav je to stvar notranjega življenja cerkve in v bistvu ni stvar civilne javnosti, da v preteklosti ni poslovanje, to zadevno poslovanje med škofijo Maribor in Svetim sedežem bilo vedno pravilno. Če bi me zdaj vprašali, zakaj, kje vidim glavni vzrok, sem tako, ko sem reflektiral stvar, sem videl, poglejte, pri nas 50 let po vojni katoliški cerkvi ni bilo treba po tem mehanizmu posegati, ker sploh ni bilo takih izrednih poslov, ker gre za to dovoljenje, je potrebno za tako imenovano izredno upravo, ne za redno upravo, za izredno upravo, ki presega določen limit. In 50 let cerkev na Slovenskem sploh ni se približala temu limitu, ker pravzaprav izredne uprave skoraj ni bilo, gospodarske izredne uprave. Potem pa se je nekako za osamosvojitvijo in z denacionalizacijo samo po sebi to pojavilo in kakor da celotno telo cerkve sploh ni to zaznalo. Tak imam občutek. In se je kar, se veste, kako gre recimo ena birokracija nekje ali pa en mehanizem, ne? Ko leta in leta po isti poti teče, potem je pač to teče vedno naprej. To ni opravičilo. Hotel sem vam samo povedati, kje čutim, da je lahko eden izmed razlogov, da smo se tako pozno zavedli, da smo tukaj ravnali narobe. Prosim. Ja.